Dobar dan vsem. Govorimo zdaj o pojmu električnega toka. Tukaj električni tok ga označujemo z I, je količina naboja, ki gre skozi električno žico, vlomljeno čas, ki je potreboval, da teče ta količina naboja. In torej v nekem smislu nam pove, koliko hitro teče naboj po žici. Njegova merska enota je kulomb na sekundo. Koliko kulombov naboja teče vsako sekundo skozi žico. In ker je zelo rabljena, ne bomo zmeraj pisali kulomb na sekundo, so se izmislili novo ime amper. Torej amper je merska enota za električni tok. Torej tukaj imamo električni krog, imamo vir napetosti, tukaj imamo en upor, se upira prehajanju toka. Moram povedati, da je konvencionalna smer električnega toka, ki gre iz pozitivne k negativnemu, kot da bi se gibali po žici pozitivni naboji. In to so na začetku mislili znanstveniki, ko so študirali te fenomene. Potem so odkrili, da v bistvu v praktičnih primerih se po žicah gibljajo negativno naelektreni delci. In torej v resnici se gibljajo delci v nasprotni smeri kot tista konvencionalna, ampak potem je rečena samo konvencija in so tako pustili. Delci se gibljajo efektivno v nasprotni smeri. Torej, in sedaj povemo Ohmov zakon. Napetost je upor krat tok. In torej v električnih krogih velja ta Ohmov zakon. In merska enota upora je ohm. Ohm je precej majhna enota, torej rabimo ponavadi damo dosti ohmov, tudi kilo ohm, tako. In za amper pa je velika enota in ponavadi rabimo miliamper. Torej, sedaj, tukaj imamo en sam upor. Če imamo več uporov, ki so povezani med sabo, hočemo dobiti nadomestni upor. In zdaj pogledamo, upore lahko vežemo zaporedno ali vzporedno. Ta je zaporedna vezava, ker tok pride in gre prej v en upor, potem v drugi upor. In torej to je zaporedna vezava. Na konceh tega upora lahko imamo napetost v ena in tukaj imamo napetost v dva. Ta je Ohmov zakon. Hočemo dobiti en upor, torej namesto teh dveh hočemo dobiti nadomestni upor in hočemo znati, koliko mora veljati ta nasproti tem. Torej napišemo, da napetost U je U1 plus U2. To je en Kirchhoffov zakon. Ampak je precej razumljivo, tukaj, če merimo napetost tukaj in tukaj in tukaj in tukaj, mora biti enako napetosti od vira napetosti. Torej, rabimo Ohmov zakon tukaj in tukaj. In tukaj namesto U1 napišemo R1 krat I in tukaj R2 krat I. Izpostavimo I in tukaj imamo R1 plus R2 in sedaj primerjamo to formulo s to formulo. In vidimo, da nadomestni upor R mora biti enak R1 plus R2. Torej zelo enostavno se samo seštevajo. Če bi imeli 3 upore, bi seštevali vse 3, R1 plus R2 plus R3 in tako naprej. Pravilo za zaporedno vezavo uporov je precej enostavno. Je malo bolj zapleteno, če imamo vzporedno vezavo. In zdaj vidimo to. Tukaj imamo dva upora, sta vezana vzporedno. Zakaj? Ker tukaj pride tok in tok se razveji, gre delno sem in gre delno sem. In torej gre vzporedno. In sedaj vidimo, kako se napravi. Torej ta je Ohmov zakon in ga napišem obrnjenega tako, ker nam potem rabi, vidimo, I bi bilo U lomljeno R, napišem U krat 1 lomljeno R. Torej, začnemo prav s tem, da tok I je I1 plus I2, se je porazdelil. To je tudi en Kirchhoffov zakon, ampak je precej razumljivo, ker I tok nam pove v bistvu hitrost prehajanja nabojev po žici. Če se ne bi ohranil tok, se ne bi ohranil niti naboj, ampak naboj se ne ustvari iz niča in ne izginja.
tukaj, ko prije nek določen naboj, se porazdeli in se ne izgubi nikamor. Torej, je precej jasno to. In torej, ta tok, tukaj rabimo omu zakon tukaj in tukaj, namesto jena napišem u lomljeno r1 in tukaj u lomljeno r2. Izpostavim u in tukaj imam 1 v r1 plus 1 v r2. Zdaj primerjam to formulo s to formulo in vidim, da 1 v r mora biti enak 1 v r1 plus 1 v r2. Torej, zveza je ta. Potem, če hočemo to, tukaj lahko damo na skupni imenovalec in tudi obrnemo, ker tukaj imamo 1 v r in ne r, obrnemo ulomke in dobimo, da r je r1 krat r2 v r1 plus r2. Ampak to velja za dva upora vezano usporedno. Če jih imamo več, ne bomo gledali tega, bomo posplošili to obliko. Bomo napisali, če imamo 3, 1 v r je 1 v r1 plus 1 v r2 plus 1 v r3. In tako naprej. Tudi če je četrti, dodamo tako, na ta način. Potem tukaj, če hočemo seštevati na skupni imenovalec, je bolj zapleten izraz kot ta. Tako. Prosim, všečkajte in opišite se. Hvala.